Živjo, jaz sem Gašper. Čez 5 let, ko bodo ponovne volitve, bom lahko že sam volil predsednika. Do takrat pa bo predsednik, ki bo izvoljen letos, tudi moj predsednik. Zanima me, kakšen bo predsedniški kandidat Borut Pahor. Dan, hvala Gašper. Sledi? A ti smem povedati naprej, izvolj. Hvala. Če postanete predsednik, kako boste pripomogli k uresničevanju otrokovih pravic? Te sanje so najbolj pomembne, to je vaša temeljna pravica in te jim jaz kot politik ne smem vzeti. Zato si bom prizadeval, da vam ne vzamem te pravice do sanj. Kar veliko smo vas slišali govoriti o študentih, o mlajših pa nič. Jaz imam takega sina, kot si ti. In poznam vaše probleme bolj, kot si misliš. In probleme, in sanje, oboje. Svojo partnerko in sina večkrat vprašate za mnenje? Mislim, moj sin tudi, če ga ne vprašam, mi ga pove, ne. Med kampanjo ste gotovo v stresu. Kako sproščate ta stres? Stresa ni bilo veliko. Pravzaprav presenetljivo malo. Uživam v tem, kar počnem in se ne sprašujem veliko, kaj bo prinesel čas pred mano glede rezultatov tega dela, ker že samo delo je zame vrhunski rezultat. Kaj pa ste želeli postati, ko ste bili otrok? Diplomat. Zakaj pa? No, ko sem bil toliko star, kakor ti, sem jaz že knjige prebiral. Rad biografije, knjige, romane o pomembnih možeh in ženah, ki so spreminjali zgodovino, ne nujno samo v politiki. Me je pa posebej zanimala seveda politika in vloga pomembnih mož v zgodovini, kako so jo spreminjali. Vedno me je zanimalo razmerje med usodo in vlogo posameznika v njej. Tlele vam dam še ene take badge, da boste vedno odprtih oči, kot mi infodromovci.